Drugi tir je železniška proga, ki bo povezovala Divačo in Koper. Že več kot 20 let v Sloveniji načrtujemo gradnjo te proge in 8. maja lani je državni zbor sprejel zakon, ki določa, kako se bo proga gradila in delovala. Gradnja je za vlado eden bolj pomembnih projektov v državi. A vsi se s tem zakonom niso strinjali, saj pravijo, da bi tir lahko zgradili ceneje, hitreje in po drugi poti. Skrbi jih tudi sodelovanje s sosednjo Madžarsko. Zbrali so 40.000 podpisov in zahtevali referendum. Pred referendumom je potekala tako imenovana referendumska kampanja. To pomeni, da so nasprotniki zakona volivce na različne načine opozarjali, zakaj zakon ni dober. Njegovi zagovorniki pa so poudarjali pozitivne posledice uveljavitve zakona. Septembra so volivci na referendumu z večino podprli zakon. Potrdili so, da se gradnja drugega tira lahko začne. Kmalu po referendumu se je vodja civilne iniciative imenovane Davkoplačevalci se ne damo, ki je bila pobudnica referenduma, na sodišče pritožil, da referendumska kampanja vlade ni potekala po pravilih. Meni, da je vlada za oglase, letake, plakate, srečanja in podobno med kampanjo porabila 97.000 evrov, ki jih je vzela iz državne blagajne. Pri tem je volivcem predstavila le dobre plati gradnje drugega tira, ne pa tudi vseh tveganj. Vrhovno sodišče je presodilo, da je uporaba denarja iz državne blagajne vplivala na izid referenduma, zato je treba referendum ponoviti. Torej, predsednik vlade Miro Cerar se je odločil za odstop zato, ker je izid referenduma o drugem tiru na sodišču razveljavljen, gradnja drugega tira pa je za vlado zelo pomembna.